Atomium je bil zgrajen 1958. leta, predstavlja pa osnovno celico jeklenega kristala. Dober dan! Danes je nov dan in novih 10 tisoč korakov. Z možem se nahajava na dopustu v Belgiji, danes pa sva se odločila obiskati Atomium. Če se nahajate v Belgiji, v Bruslju, morate ta Atomium obvezno priti pogledat. Je pa danes pretežno jasno in 25 stopinj Celzija. Parkirala sva pa pred trgovino Carrefour in zdaj imava 1,5 kilometra do Atomiuma. Avto imava pa lepo v senci. Parkirišča okrog Atomiuma so nenormalno zasedena, poleg tega je pa 1 ura parkirnine najmanj 10 evrov. Je pa Atomium 10 kilometrov ven prav z centra Brusla. Lahko pridete tudi s tramvajem in sicer imate tle izstopno postajo, pa potem 5 minut peš do Atomiuma. Zjutraj sva dosti zgodaj vstala, pol ure sva imela vožnje, približno 20 minut hoje, tako da sva prišla pred Atomium več kot pol ure pred odprtjem, kar je pomenilo, da sva imela res veliko priložnosti narediti kakšne lepe fotke, selfije, takrat res še ni bilo nobene gužve. Ja, zdaj sva prišla pred Atomium, to je pa stavba, ki sem si jo želela že od otroštva videti. Tako da moje sanje so se uresničile. Se pa spomnim, da smo imeli neko knjigo doma, ne vem, 100 čudes sveta ali pa kaj takega, in je bil Atomium tudi v tisti knjigi in jaz sem že tistikrat si želela to videti. Midva sva karte kupila prek interneta in sicer že 2 meseca nazaj. Cena je bila pa 16 evrov na osebo. Uro sva zbrala takoj ob 10, zato da sva bila nekako med prvimi obiskovalci. V bistvu takoj, ko se odpre. Za ogled tega posebnega kraja sva si zbrala pa torek. Evo, mi, ko imamo karte, bomo lahko šli že naprej. Da smo že notri, najprej so nas slikali, tako da bomo imeli eno spominsko fotografijo. Najprej smo šli v dvigalo, s katerim so nas odpeljali v najvišjo kroglo, ki je na višini 102 metra. Na vrhu je restavracija in čudovit razgled na Bruselj. Premjer krogel je 18 metrov, spodnja krogla pa ima 26 metrov premjera. Premjer cevi med kroglami je 3,3 metra. Cevi so dolge od 23 do 26 metrov. Teža cele zgradbe je 2500 ton. Že sam pogled na te jeklene elemente ti da misliti, kako so to naredili. Po ogledu najvišje krogle smo se vrnili nazaj v pritličje, kjer smo nadaljevali s samostojnim ogledom. Vseh teh krogel je 9, za ogled jih je na voljo pa 5. Poleg najvišje krogle so za obiskovalce odprte še 4 krogle, ostale 4 pa so za javnost zaprte. Pot iz ene krogle v drugo smo premagovali po tekočih in navadnih stopnicah. Vsaka krogla predstavlja razstavni prostor, kjer so na voljo različni eksponati, ki predstavljajo gradnjo in življenje te čudovite zgradbe. Še prav originalni zapiski in pa načrti. In že tistikrat so predvidevali, da bo gor na vrh restavracija. Tudi z nižjih krogel je še vedno čudovit razgled. Atomium je bil zgrajen 1958. leta, predstavlja pa osnovno celico jeklenega kristala. Imenovana je za najnenavadnejšo stavbo v Evropi. Odprli so ga za potrebe razstave Expo 58, kasneje so ga hoteli tudi porušiti, ampak so se 2004 odločili, da ga uredijo in da ga predstavijo javnosti. Evo, pa smo odzoni. Ratal nama je pa 10 tisoč korakov. Dobro uro sva se motovila noter po Atomiumu. Bilo je enkratno doživetje, meni neverjetno lepo. Je pa tako notri v teh prostorih. Noben prostor ni dolgočasen, stopnice so opremljene, cel strop je v neonkah, opremljen z glasbo.
pa ni mi žal niti za sekundo, da sem ga prišla pogledat. Neverjetno lep, neverjetna stavba. Amazing. Ja, že kot otrok sem si želela to videti in zdaj so se mi sanje uresničile. Po končanem ogledu sva si v bližnjem lokalu privoščila še pivo in belgijski vafel. Wow. Še vafel s karamelo. Wow. Ja, vrsta za nakup kart se kar precej veča, tako da se kar splača na internetu kupiti in pridite prav čas. Na koncu sva kupila še 2 fotografiji, 2 spominska svinčnika in tako je bil ogled Atomiuma tudi zaključen. To je bil zdaj še zadnji pogled na Atomium, zdaj pa proti avtu. Tako, to bi bilo z te točke za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Pojdite tudi vi na kak sprehod. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!